Nocoj, kaj dogaja, gostimo kolesarskega šampiona, zmagovalca 3 etap dirke po Franciji in človeka, ki izven naselja omejitev hitrosti prekorači tudi na kolesu. Z nami je Matej Mohorič. Matej, živijo, pozdravljen. Zdravo, hvala za vabilo. Ja, hvala za obisk. Hvala za obisk, da si prišel tudi do nas. Pred nekaj tedni si postal svetovni prvak na Makedamu. Angleži pravijo tej disciplini tudi gravel. Zakaj pravzaprav gre pri tem načinu kolesarjenja? To je tako, ko vedno pogrevaš staro župo, ki je skozi nekaj novega modernega, dokler se ne vrneš nazaj na začetek. In kolesarjenje je bilo od začetka tekmovanja v bistvu taka, da je bilo večino cest pač neasfaltiranih, ker je tako pač bilo, pa da so bile zelo dolge in zelo naporne in je šlo bolj za vzdržljivostni šport. Zdaj pa ratal, sploh zadnja leta, čedalje hitrejš in bolj eksplozivno, bolj taktično, bolj analitično, bolj se gre v zelo grobe detajle, v zelo fine detajle, tako da ta grevljanje je pa tako nekako povračanje v korenine, nazaj. V prah, v makedamske ceste. Tak retro stil. Ja, tak retro stil. Tudi bolj sproščeno vzdušje je, sam format disciplina je drugačen, je bolj podoben tistemu v triatlonu. Najprej štartajo tisti s tekmovalno licenco, potem pa za njimi še tisti, ki nastopajo v starostnih skupinah, se pravi rekreativni kolesari, tako da je res zelo zabaven in se mi zdi, da ima svetlo prihodnost ta disciplina. A pa je bolj nevarna disciplina to kot cestno dirkanje? Pa vse je po svoje nevaren, pa ni, odvisen, koliko se znaš merkati. Ja, pač hitreje zmanjka oprijema na makedamski poti, kot na cesti. Pa imamo teren v Sloveniji za treninge? Slovenija je vrhunska destinacija za grevljanje, ja. Kje? Pač vse zakotne ceste, Ljubljansko barje, vse gozdne ceste, gozdne poti, tudi lepše enosledence uporabijo zelo radi, pa asfaltne poti bolj odročne, ki povežejo posamezne segmente med sabo. Itak je pa Slovenija sploh top destinacija za šport nasploh. Mene vedno to novinarji vprašajo, zakaj smo Slovenci toliko uspešni v športu. Ker imamo kolovoze. Dokler nas ne obiščajo tukaj in vidijo, da je v vsaki vasi, ker Kranj je vas za mednarodne standarde, olimpijski bazen, teniško igrišče in nogometni klub. Tako da imamo prostor. Kaj pa prevod makedamkanje tega To pa ne, mene sprašuje, to sprašujte slaviste. A imaš ti mogoče kakšen boljši predlog glede na to? Zadnji so rekli, po mojem makedamkanje. Makedamkanje, šodranje. Šodranje. Peskanje za zobe, ne? Peskanje za zobe. Matej, si pa strokovnjak za vožnjo, ko riskiraš in daš vse od sebe, sploh pri spustih, kle si najboljši. Kje je zdaj ta tvoja kvaliteta? A tu, ker riskiraš recimo v ovinku, greš res na vse ali nič, da res vse premagaš? Tako, ker recimo na zdaj zadnji klasiki iz Milana do Sanrema, ne? Oziroma ja ne, to je to, kad sem padel, da sem se pojem velikrat kaj naučil, a veš. 100krat probaš, pa pojem to 101 znaš, ne. Je bil pa, ja, the learning curve je bil kar... Je bil kar boleč? Večkrat, ja, z obiskom urgenc. Ampak si mojster super taka, ne? To so pa prepovedali. Zakaj? Za tebe? Zato, ker so rekli, da smo slab zgled za tiste, ki to gledajo po televiziji. Tako da ne vem, kaj delajo tisti, ki gledajo kriminalke, pa razne stvari, ki se streljajo, pa MotoGP, ki dirkajo, tako da ne gledam. Tako da je tudi nevaren gledati. Jaz nisem vedel, da moramo to, kar na televiziji vidimo doma ponavljati. To nisem vedel, ampak med nas smo slab zgled, pa so prepovedali. No, si pa letos osvojil kar velik src, potem, ko je po spletu zaokrožil intervju po tvoji zmagi na 19. etapi dirke po Franciji. Mnogi so trdili, da je šlo za enega najboljših športnih intervjujev vseh časov. A si razmišljal že med tekmo, kaj boš povedal, če boš zmagal? Ne, zanč me eno vprašal, če sem se to naprej naučil. Na pamet? Si se učil na pamet? Ne, dirka po Franciji je zelo dolga, pa ful naporna in se naberejo tebi določene stvari, tudi določen pritisk, ki si ga daš sam, pa dajo ga tvoji partnerji, pa sponzorji, pa ekipa, pa vsi, ki se trudijo, pa ostajajo zjutraj ob 6, pa grejo polnoči spat. Pa bi se ful potrudil za njih, pa ti ne rata enkrat, dvakrat, 13-tič, ne. Pa si ful vesel za tvojega prijatelja, ki mu je ratal in pol, pač se to vse nabere v tebi in dolga leta odrekan, pa ti enkrat uspe, ne, pa sem zmagal 2 etapi v 2021, pa ti gre pol ful slabo 2022, ker sem imel mononukleozo na dirki, pa nisem medel, ne. In pol, kad ti še enkrat rata, ponoviti se je vedno težji in si sem tako iskreno vesel in ta čustva so bruhala iz mene in jaz sem res govoril iz srca. Ful je težko pač artikulirati v tujem jeziku in tudi mogoče smo poklicni kolesari, ne tako, kot vi poklicni
govorci. a ne. Vic Mohari. In je pač težko včasih povedati to, kar čutiš, težko je biti sočuten, tudi, mislim, ne, smo sočutni, ampak je težko to razložiti, sploh pa takrat, ko spet naš krge dihal, pa tam da ne preč pršel, ne, pa ti pa mikrofon porinejo, In zdaj pa povej, Shakespearea. kako se počutiš. In meni je jaz sem ful navdušen, da mi to uspel, ful sem srečen, ful mi pomeni, da motiviram druge ljudi, da naredijo nekaj dobrega zase, da tudi oni vidijo v nas, da se včasih sanje uresničijo, da če ta dolga ramo, lahko pridemo do cilja in to me ful osrečuje in upam, da sem, verjamem, da sem marsikoga navdihnil in me to tudi tako. Grem srčnejši zaradi tega spet. Sam ne prehiter, super tak, ali kako? To ne smemo pa, ja. To pa ne. To je prepovedano. To je pa prepovedano. Ne bom. Matej, najlepša hvala za obisk v studiu. Mi ti želiva še veliko dobrih dirk. Ja, čim manj pacov. Ja. Ja. Hvala za povabilo. Srečno. Hvala. Srečno še naprej.